Pač sigurno top 10. Top 10 člani moji, top 10. Fiks, totalna krađa. Kaj je bilo to? Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli zdaj najboljšem podcastu v Sloveniji. Člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rimanič, Jure in Jure, koga imamo danes naši desni. Andraž. Čau, jaz sem Andraž, sem iz Portoroža. Sem prišel danes na ta podcast. Ti si drugače nek atlet, ne? Ja. Kaj imaš skakanje čez kolebnico? Rad skačem na splošno, sem tako. Ne, čau, resno. Tim je z vami in lep dan vam želim. No, Tim, kdo si in kaj počneš? Kdo sem in kaj počnem? Jaz sem Tim in živim v Ankaranu, delam v gostinstvu, v prostem času se ukvarjam z igro ter umetniškimi, ne znam šta. In z umetnostjo. Najboljši talent, ki ga imam, je to, da sem dobre volje in dvignem ljudi in sem tukaj in cav. Jure, kako si kaj? Pa glej, deževno je, tako je tudi, ne spim nič, buden sem non-stop. Nehaj seksat. Ne seksam niti, pač, po mojem, to je tudi problem. Javte se. Lej, ne spim nič, buden sem, zaspim ob 3 zjutraj, zbudim se, pač, tak, ne spim več trdno, star, res nekaj se dogaja z mano. Tudi menil sem rjuhe, po 2 mesecih ni pomagalo, stari. Po 2 mesecih si menil rjuhe. Zajebavam se. Po 2 mesecih menil... Ti si toliko krasti, da se ne bi čudil. Se zajebal. 2 meseca. Ti sploh imaš dvojne rjuhe? Ne, zajebavam se. Menil sem rjuhe, Njemu, ko probal se sem meniti perejo rjuhe rjuhe na v 4 stroju, dni. spi na kauču. Na kauču. Če pride Na kakšna teden. pička, ki ure Ja, če tu, bo pride kdo, spala na pomeniš, če ne, od unije od prejšnje. ne veze. Ne. Ampak res, ne pomaga nič, no. To sem hotel Ne povedati. pomaga niti, da si menil rjuha. Ja. Ne vem, pa priporočam mogoče Magnezij tudi ni pomagal. kakšno muziko, tipo pomirjajočo pred spanjem, pač Kakšne to valove. potuš, ne hladen, to potuš, pa ne vem, si daš neko Vi se tuširate začer? muziko. Ja. Ja, tudi menjavamo rjuhe. Kaj ni enkrat na teden to? Jaz se ob nedeljah ponavadi. A ja? Ja. Pol danes je dan. Danes imam pol. Ja, danes je dež, tako da lahko dež izkoristim, da ne porabim preveč vode doma. Ampak se šampona itak ne uporabljaš, no? Ne, voda, da ne. O, veš, koliko prišparaš ti? Jaz ful, jaz sem res zelo skromen. On ful prišpara. Ful. Če se bi grem ven. Ful prišpara, ki tak se tušira v tujih hišah, tako da. Ja, luksus. Kako prišpara denar? Tim? Ne, sej, pohvalo je poletje in jaz ful obožujem pri poletju Morje. to, da pač Lahko pere v morju. se tuširam na javnih mestih in to niti ni sarkazem, tako da imam vedno šampon s sabo in pač, ker sem res krasti oseba in ne vem, kje spim, kje bom, kaj bom, ker sem zelo preveč na free, kar je narobe. Ni narobe, Ma zakaj? ja, počasi bi rabo malo. Ti bi to. lahko šel backpackat po svetu, komod. Ja, in pa se na plaži, gremo v morje, pa grem tam na one javne, veš, ki imajo ove tuš in tako tam malo. Enkrat sem kaj bila na 7 ura zjutraj, ker sem ostal tam na študentu, sem prespal dol in sem se zbudil tam 6:30, 7, ki začne že to sonce tučt in sem šel tam, sem se pač slekel naken, ni bilo nobenega in se tuširali, lih prišla ena gospa, Boga mimo je imela prav tam mene, ono moj šupak čez celo. No dobro, okej. In Dingy Dong, ki je tam bil tik, ampak ja, lej, Si polepšal jutro. sem polepšal jutro, pa prišparal denar, tako da. Kako pa je bil tvoj teden? Ne, Jure. Ne, povej. Kako je bil tvoj teden? Povej, kako je bil tvoj teden. Ne, povej, No, povej, kako je kaj bil si tvoj vse teden. delal ta teden. Povej, Ko je bilo bil vaše tvoj leto, teden. recimo. Ne, kako je bil So tvoj far so teden? good. Kako je bil tvoj teden? Moj teden je bil zelo super, Jure. Kaj si pa delal? Kako je bil tvoj teden? Ne, kaj si delal? Marsikaj. Ne, povej, kako si bil ti produktiven in kako si šel v Ljubljano. Ne, povej. Ne, v ponedeljek smo bili z Juretom. Smo bili v ponedeljek? Ja, v ponedeljek smo bili na Slavkotih. Ja, so bili z Juretom, ker samo ona 2 sta del članov, jaz sem zraven. Veš, samo kaj so zato, napisali da Slavkoti? filam Veš, kaj so rekli? buge. So napisali povabilo z 2. Okay? Ja, dobro, naj že enkrat razumel, da mi smo 3. Ja, ma so rekli, da za goste ni. Ja, ne bom več tle sedel, stari, res. Radio Antena, le kaj Ne delaš radio v tem antena, podcastu? vsi uno, ne radio antena. Ja, okej, ona 2 sta, a če si tu in tu. Vse rdeče preproge, prosim, še tima konsiderajte zraven. Ja, Mi smo +3. Ne, +2. Ja, no. +1. V glavnem mi smo 3 paket. Tako. hvala. Ful je bilo lepo.
Mislili smo, da bo nek tako jak event, bili smo v kleti od Radiota, tako da tem nisi zamudil kaj dosti. Vem, sem videl. Ful vas imamo radi, shoutout Radio Antena, shoutout vsi, ampak to je bil tako najbolj, to je bilo res slabo. Pač kakšen folk je bil to, pazi, nominacija, Shady, prav gremo biti shady. Ne, čaki. Okay, girl, I'm into it. Ljubezen vsem, nič proti nobenemu. So bili nominacije za najboljši Instagramerka, TikTokerko, YouTuberko, ne? Ok, to so dejansko nominacije, nisem vedel, da to obstaja. Ja. Pa te Slavko ti je, dobro povem, pol vprašam. To je bila kategorija, za najboljši Instagram, YouTube, TikTok. To so bili najbolj random folk nominirani. In tam zbrani. Eni od njih, mi nismo bili nič nominirani, mi smo pač bili tam, to je bilo še toliko bolj smešno, da pač mi smo bili tam in nič, ampak nominirani. To so bili tako najbolj random folk, plus, veš kaj je bilo še crazy? Jaz sem žudiral, od TikToka, fucking Lil Glizi, kralj ni bil nominiran. On ni bil nič nominiran. To je on, ki je meni ful lep. Ja, on za YouTube, koliko je slab in koliko ima slab podcast, Šarao Klemen Selaković, tip ni bil nominiran za YouTube, pač hara fucking sceno, ne me fukat, in ni bil niti nominiran. Kdo pa je bil za YouTube nominiran? Mi tudi nismo bili za nič nominirani, ampak za YouTube je bil en Tomaž, ne vem, ko se piše. Gorec, mislim, da. Ja. On je starejši mož. Dela en tak 50-letnik, menda dela ene travel vlogs, tako, zabaven. Ma on je več na TikToku, ki... Beat Sever je bil še, on je tudi nek travel vloger in Pero Martić, ne? Kaj je za YouTube? Za YouTube, ja. Zmaga Beat Sever, za TikTok so bili Lucija, Una Stevardesa, Elviksa in Una sestra čižme kako je? Varja. Je dobila Lucija. Ja, Lucija zmagala. Ampak ti ona pač, shoutout Lucija, we love you, ampak pač kaj ona je najboljša tiktokerka. What? Meni ja. Mislim, kaj sploh pomeni biti zelo subjektivno. Da gledaš, da je najbolj konsistenten in kdo je tako pač, ja, pizda. Ne vem, jaz to ful... To je ful subjektivno. Nič proti nobenemu, jaz to gledam glas ljudstva. Ja, okej. Kaj pomeni, kdo ima največ followerjev, kdo ima največ ogledov? Ja, pa za glas ljudstva bi mogel snemalec David dobiti. Ne, čaki, Pavličević je bil tudi nominiran za TikTok, ne? Ne vem, vratno je. Ali za YouTube? Ali za YouTube. Kaj to je? Dobro, Pavličević ima jake videve. Ja. On ima hude. Zdaj naredil neki, so videl neki weight transformation. Respekt, hudi vidi. To pa v Biggest Loser, samo njegova verzija, I guess. Biggest Champ. Ja. Hude vidi ima. Jaz sem vam prijavil Biggest Champ, če boš naredil. Se že? Ja, ne vem, ne sledim. Ma ne, pač tako, ful je bilo fan, samo tako res, what random folk se je tukaj zdaj izbral. Ampak je bilo zabavno. Jaz in Jure sva dobila tudi eno nagrado, Jure. Ja. Ful je bilo smešno, zato ker smo mislili, da smo res dobili Pariz za 2. Dobro, ti pa tudi znaš povedati zgodbo, stari. Ne, imeli smo 3 nagrade, smo imeli za žrebati. Ena je bila glavna nagrada, Pariz za 2. In prvi je žrebal ne vem kdo, pol je drugi žrebal ne vem kdo in so dobili, ne vem, en brisačo, en je dobil šampanjci in tretjo nagrado je žrebal Jure, Pariz za 2 in je žrebal, potegnil listek, na listku pisalo Matej, člani podcast in jaz sem Jure celi, Pariz 2, ki ste pičke, prijemo na oder in nam dajo piškote Pariz. Piškote Pariz, ki niso dobri. Ne, res so. Mitko dogodek! Tako, no, vsaj da bi res Pariz za 2 dobili, bi bilo lepo od njih, ampak... Res misliš? Itak veš. Itak je za 2, tako da jaz ne bi mogel iti. Je bi doplačali. Ma valjda bi izgledal Pariz, meni nisem neki... Ravno Pariz, ja. Sem bil v Parizu, ja, ma meni mi tudi, nič narobe, ampak meni mi Francozi stari. Tu je gor, ko sem bil v Barceloni, no, kaj si sem z 2-3 Barcelona je res dol. Dobro! Ko sem bil kor v Barceloni. Tam, ko sem šel pač v Barco, ko sem tem, ki so bili te tudi Francozi stari, ma ne vem, kot da so primili Boga za jajce, se vsi obnašajo. Pač oni imajo ful, oni so temelj evropske demokracije. Je super lepo za njih, ampak niso ti otroci temelj. Oni so temelj evropske demokracije. Ja, ajde više, nisem, ne vem zakaj. Francoska revolucija. Kaj te Slavko, to je ono, ki je bila Denis Dame takrat, to je to. Ma ne, mislim, da je bilo drugo. Kaj je bilo pa ono? Ono, ki je ona kar uletela gor. Ono je bilo ful nek večji stage. Ja. Ne, niso bili Slavko, ono so bili Viktoriji, menda, ali neki taki. Ne, ker Viktoriji ne obstajajo več. Ja, mak.
tako davnega Ona je bila leta. 2 leti nazaj. Kaj? Ja? Kaj? Ne. Veš, da je bilo to? To je bilo Ne. prej, Denis Dame šla v Ameriko. 2 leti nazaj je bila korona. Ko je šla v Ameriko. Pa Denis Dame je svetovna. Kaj ni v Veliki fička. Britaniji, ona. Ma posod šla ona, po mojem. Kaj ni jaz šla jo ona ljubim. zdaj na Balkan nekaj? Jaz ljubim Denis Dame. Mislim, da ni na Balkanu. Da, you're number V one Srbiji. fan. Potem so nas peljali na eno žurkico v studio in smo ga tam malo podžuskali. Tako bom rekel, Jure je osvajal tam vse punce. Mislim, sploh ni osvajal. Veš, kako je to? Čakaj, po mojem, Ne, če ne, zdaj jaz ne, tako, ne, ne, samo da jaz Tim. skeniram, mislim, Ne, ne. da vem, koga je, glede let Ne. približno. Ne, smo šli samo tako enih par, smo šli pol malo pohajati. Glede. Pazi to, Jure je fucking bog. On ne pride, ok, si miška, čačam, kaj bi z mano malo... Pač, Jure pride v sobo in je to naredil, dobesedno to. Ni. In pičke so prišle. In vse so bile njegove tem. Vse so bile njegove. Ne se hecam. Ampak je zelo lepo osvajal vse punce in je imel en sex playlist in vse so bile, o moj bog Jure, pač, to je tako dobro, o moj bog, seks mi Jure, o moj bog, prosim, sleči se Jure. Ne, legit smo hoteli vsi, da se Jure sleče. In zakaj se nisi? Veliko je rdeč. Če me tle brukaš javno, pizda. Ne, lepo je bilo, smo se zabavali in pač, ja, Jureta so vse hotele. To je to, konec. Ma se jaz razumem, zakaj Jure te hoče. Zakaj? Lušenje in To visok je. zato, ker si ful visok, Še. šarmanten kolikor toliko, da debil, which is a plus always. Mulet. Ma nimaš ga! Pač se štekam, on je pač full package for one night stand. A tako sem jaz, tako? Jaz sem mislil, da sem full package forever. Ma ja, tako. Jure, husband material? Ne. Ne. Res ne? Ne. Kako da ne? Zato, ker ne. Ne. Au. Pač tako one night stand, vrh. Mogoče ponovimo, če si izkažeš, ampak... Two night stand? Dobro, lejte, benefit, tako da vse, ki rabite one night stand, Kličte Jureta. za husband pa je pol doplačilo. Husband experience. Jure, ko je bilo tebi na eventu? Ma v redu, kaj, bil sem overdressed, sem mislil, da to je nek event, bo pač... O, sorry, napisali so klasi, tako pridite klasi. A Ti si Jure, tako v oblekah, hlačah, rekel, stekaš, jaki. Pridejo tam v klet nas peljejo. Tako da nas bojo zaprli, no. Silovali ste že bilo nekaj tim, da nas reši. Veš, na žurkah takih eventih je en common plac, ker vsi hengajo. Ja. To je bilo zraven 2 vending mašinov. Ne, in še voziči, ki bodo markatorje nekaj v sredini. Dobro, Ne, še rad bogi. slavkati, lepo je bilo, lepo je bilo. A, ok, lik tako, ne vem, če koga zanima. Na Instagramerka je bila Petra Parovel, shoutout, prej na podcast. Svoj, ne? Ja, za TikTok Lucija Vankar in za YouTube, YouTube Bicever. Okay. Tako da, bilo ko lepo. Tako da, Jano, v redu. In kaj za podcaste kategorijo, Slavko ti, a? Ne, dej nehaj, ki bo zmagal To Klemen. je, ja, ki bomo spuščali, pol bo nam... Ne, realno, ali... Za najboljše klipe Ja, realno bi zmagali podcasta na Femi, realno bi TikToku. zmagali Ja, Femiči. itak, da bi. Femiči bi zmagali. Bi bili top 3. Jaz jih tri bi nisem prišli. nikoli poslušal. Ne vem, se oni, kaj oni skleti, kaj so že oni? Kelder. Kletni podcast, ja. Oni tak. Kaj je, momci, a? Kje Kje ste? si nisi? Kje ste zdaj? Ko je? Podcast bez filtra. Ali brez ogledov? Oh, Smo radi, šarov. hecam, hecam. To je to, ker ste vi nas disali, potem, ko ste bili na naši žurki. Kaj so vas disali? slabo žurka, Ja, ni kaj res? alkota, Ja. če se hoče mi tu še to ni bilo alkota, boj tiho, preveč ste imeli, vse ste nam spili, Ja. stari, fuck off, stari. 15,000 flash smo tle imeli. Dobro, Žurka drugič za prav. bomo rešili. Drugič bomo kupili več samo za vas. Ja, ker oni grejo na after, da se ga všekajo in oni, če bi vse spili, bi se oni tako napili. Tiho. Jaz sem pol v torek šel na Digit. Po mojem je Digit. Digit, ne vem kaj je. Po mojem je Digit. Ne vem. Šel sem tam, ki sem snemal neke videe in to je bila marketing dogodek, konferenca, tekmovanje, ker so marketinške firme dobile nagrade, ki so naredile dober Bolj marketing. smešno, ki marketinške firme delajo sami sebe konference, da si dajo nagrade med sabo. Nisi Tipična štekal. marketinški move. In pol, ja, jaz sem delal te videe, da marketiram Ja, ta saj to marketing je fora. dogodek. Ja, v glavnem je bilo zabavno. Ful je bilo hudo, ko poznaš veze, ko imaš veze na televiziji. Je rabo izjavo, Gospodin. je rabo izjavo, ne član in je rekel, da je Rimanič,
da jim je eno izjavo. Kaj lahko neki zrihtate? A ne, tam je rekel, da Rimanič, boš ti nekaj povedal. In sem bil na Pop TV-ju, ne. Me je vprašal, še dobro, da so rezali vrn, ki me je vprašal tako najbolj retardirano vprašanje. Pač bil je, Rimanič, danes tukaj na marketinškem dogodku, imamo dosti dogodkov, kako ti je bilo tebi najboljše, tukaj so bili ful nagrad, ne, tvoje mišljenje o zmagovalcu, pa če mene vprašaš, to ni bilo najboljše in to je bilo tako ful zanimivo, ne, tako da mladi ste vi tudi bili zraven, ne. Kaj? Točno tako sem bil. Kaj si ti mene vprašal? In pol je videl, sem cel bil zmeden in sem rekel, what? Je pol vprašal, in kaj poznaš ChatGPT? In sem rekel, ja, poznam ChatGPT, ga uporabljam. Ma sem malo probal, samo ne razumeš še humorja. Ja, res je. Nekaj res to rekel. Ne, rekel sem, da ga uporabljam. Tu pa tam za kakšne scenarije in za brainstorming. Tako da je bilo ful dobro. Pazi to, po temu dogodku torek jaz grem k moji pupi gledat Eurovizijo. Prvi krog, prvi blok. Bilo je ful dobro, bilo je ful zabavno. Moja je sprintala tako lepo PDF in se mogu čekirati, kdo gre naprej, kdo ne gre naprej. Prva Eurovizija, ki sem jo gledal, samo 3 sem falil. Vse drugo sem dal prav. Kaj to? Eurovizija, bog. Ja, kjere države bo šle naprej v prvem krogu. To, no, in moja punca je iz Grosuplja, kar mi je prišlo ful prav, ne, da sem jaz tudi takrat prespal pri njej, da pol drugi dan jaz grem v službo, ne, ki sem bil na Pop TV-ju. Ta marketing scena in to. Ne. Okay. To je bilo v torek zjutraj ta marketing, zvečer je bila Eurovizija, jaz sem lepo gledal Eurovizijo s punco, prespal, zjutraj vstal in šel na službo, ne. Prijem jaz tam v službo in varnostniku, čau, kje so danes, kaj zgoraj, on, ne, kaj so spodaj, ne, kje so, nikjer jih še ni jaz. Pa čakaj, jaz malo zamujam, kaj še nobenega ni. Rekel, kaj so odzunaj? Sem rekel, ne, odzunaj sem pogledal, ni nobenega v kafiču. Odprem jaz koledar, jaz sem v Pop TV čez 2 dni. Grda. Ja, dobro, si šel v Ljubljano malo, kaj? Tako, je pa ful hudo, ker ta varnostnik se tako ful nasmejal, pač jokal je in ta varnostnik, ful prijazen tip, ampak vedno te grdo gleda. On nasmeška enkrat v lifeu ne da. Pa mora biti. In mi ga je uspelo nasmejati. Tako da, bravo Matej. Pa imaš te kakšne izkušnje z varnostniki? Pa zanimive izkušnje ima z varnostniki. Ja. Kim? Si kakšen krat? Meni je šlo vedno na živce, stari, da si trezen, hočeš iti ven iz lokala 2 metra in moraš prelivati pijačo v plastičen kozarec. Ja, pa ne boš šel steklenim stran od bara. Ne bi šel stran, samo ven pred vrata, stari. Ja ne, zakaj? To je logično, ker pol boš razbil kozarec in bo si kdo poškodoval od zunaj. Nikaj notega ne morem. Ja, je notri še vedno, pač ne bojo ti delavci hodili zdaj ven po parkingu iskati ta tvoj kozarec. No, to mi je šlo. Ja, jaz sem se vedno probal zmeriti. Jaz nisem nikoli razbil kozarca. Ja, vem, lahko ti, recimo, jaz sem blentava, jaz razumem, da me pač prelijejo. Tebe jaz ne bi spustil niti not. Ma ja, sej, marsikaj ne bi ti spustil not, ampak dobro. Kaj se hotel zdaj povedati? Neki si hotel vrniti, pa ni šlo neki lih. Jaz se spomnim nekaj moj kolega, Matej. Shout out Matej. Kjer je Matej? Ne poznaš, je iz Metlike. Smo živeli skupaj včasih. Smo šli v Zrče. Ta zgodba je ful smešna bila. Smo šli v Zrče in je hotel iti ven s pivom iz lokala. V flaši ali? Ja, in se začel kregati varnostnikom. In lepo se je pogovarjal in samo ga je varnostnik štup, mu vzel kozare, mu vzel pivo in ga fuknul ven, kaj je šamaral. Pak. What the fuck? V flaši ali kozarcu? Ja, in mu razbil pivo. Okay. Tip je dobil plesk in ostal brez piva in pa ne mogo ići ven. Samo tam v Zrčah znajo biti te varnostniki. Splošno sem to imel že, no dobro, to zato, ker sem se držal s temi divljimi ženskami, ki so vse ratchet agresivne girls, to sem jaz tak ratchet gay. Ampak je bila neka scena, ena moja kolegica so bile na WC-ju in ena jih je prehitela in ta druga kolegica je primila faco in je začela bombati v umivalnik. Zaprati roke in pač v glavnem ta ženska začela krvaveti in to je šla po te tipe. Pol te tipi so prišli tam in pač bogi timi tako bil diri, pol so s tenim tipom primo, bla in pol so prišli varnostniki in na eni točki sem jaz pač faco umivki v Portorožu, ker mi je varnostnik tako držal, tako se tresel. Zakaj tebe? Ne bom govoril imensko, kdo je, pa ker je druga ženska je tam tekla, full žival, ma ne, to je bilo, In od takrat dalje, mislim, da poluno leto se še tudi nekaj full slabega zgodilo in takrat več ni summer partija v Portorožu. Jaz sem bil vedno z varnostniki rajovno, dajmo biti cool, če se da. Ma mene nikoli ne marajo, jaz ne vem zakaj. Vedno, še posebej italijanski varnostniki.
Shade on that, stari, res. Shade Ej, on... to, ki te ne spustijo v klube sploh. Nikamor, sploh ne, če pridem trezenim, zdaj sem že prišel parkrat, ampak te v Italiji, jaz ne, kot da so zmenjeni med sabo in pač... Imajo ono, veš, ko v Family Guy ono po barvi. Pač Da ne, si pošljajo sliko tima. vsi grejo noti, no... Kaj Zakaj so ne? ne zarobe, stari? In zakaj ne? Ne vem, zdaj sem že parkrat In kaj so ti rekli, zakaj ne? Ja, enkrat mi je rekel, da muslimane ne spuščamo. To je bila ful grda, ker sploh nisem musliman, se tudi če bi bil, kaj ima veze. To je res malo... Ja, ful shade. Je rasistično ima plus, ker nisi. Ja, me se nema veze, ampak ja, ne, v glavnem, vse sem se mu hodil zadreč, ko hočeš ga tam ven, da viš, da gremo obrezanega stari, ampak ja, ne. Drugače zdaj mi uspela prihajati not, ampak ja, ne, nimam jaz nekih dobrih skušenj s temi varnostniki, mi nismo neki, no, ne vem. Mojem, ker se mi vidi, da sem pač ratchet in... Veš kaj, fulkrat so nadrkani za brez veze. Štekam, da mora biti tam red in mora biti, ampak tudi ko se pravi z njim chill, zmeniti, kaj je nadrkan. Palijo vedno, pač ful sem ful bi rad tipo, da me prime in zabijo v vece in druga zgodba, ampak... Drugače pa se gledam kot varnostnik, jaz stari, ne vem, mogoče mislim, da sem njihova konkurenca, kaj? Ja, res. Samo ker sem Po moje vsi to mislijo, da si ti konkurenca od varnostnika. Če bi bil visok, stari, čelav in brada, no, come on, malo bolj temen, kot vsi varnostniki, stari. Če bi bil jaz visok, nabit, imel brado in črne lase. Ti si bolj podoben DJ Khalidu kot varnostniku. DJ Khaled. God did. God did it! Sem čul, da varnostniki so se stepli na koncert od Masaje. Varnostniki so se stepli. To je bil transition, da tim prevzame, kako je... Ja, kaj nisi čul? Ne. Meni je rekel Feko, da en se je napil, en varnostnik se je napil in pol so ga mogli drugi varnostniki meri in da so se varnostniki pripili. To super, nisem... Ja, ko je bilo na eventu? Super, v glavnem, Shout out Masaja, shout out srce, ful sem ponosen na te, res prisežem, ko vem, koliko truda se je vložila v to. In, Jurija Folka, razprodala šiško. In koliko časa in srca in duše in ljubezen si dala v ta album in komade, vse, ki si jih še dala ven. In, ful dobro narejen event, ful dobro organizirala, ful dobro koncert, res svaka čast kapa dol. Ful sem bil tudi ponosen, vesel, da nas je dejansko povabila na oder, pač zahvalil. Ja, to je bilo ful lepo. Od nje, shout out tudi za Zlato piščal. Je Zlata, ne? Ja, Zlata piščal. Zlata piščal. Novinka leta. Novinka leta, ja. In event je bil brutalen. Ne spomnim se, da so se varnostniki stepli, zato ker nisem jedel nič oni dan. In sem kar spil in ob 10:30 me nogi niso več držali, tako da so me dali spat, tako da nisem šel na after. Kje pa je bil after? Ne vem. Če me je kdo videl oni dan od zone, nisem bil jaz, je bila Taneja, tako da pač Taneja zna biti malo bolj divja, ampak vse je simpatična, samo tako je, malo ratchet girl. In event je bil res super, tudi kako je držala publiko in... Je rekel Feko, da to je bilo tako nevredno. Pač publiko je imela v mezincu, plus ti, pa še dal tudi ti in vsem plesalcem, pač ful, res, in vsem gostom. Sem videl, da je bil junior. Cute, ja. Je bil dober? Ja, meni je bil, jaz sem bil tako pijan. Kdo je bil še do gostov? Una, pomagaj mi, ne znam izgovoriti ime. Lejre, ja, stari, če ne znam izgovoriti, sorry. Lejre. Ja, ful dobro, pač ful dobre glas. No, pojem dobro živo, verjetno, ja? Brutalen glas. Acetona. Ja, brutalen glas ima. Kjer je tvoj najljubši komad? Od novega albuma. Od novega albuma, po mojem, Baby Bol dol. Edi, Baby Bol dol, Baby Bol dol, Baby Bol dol. Po meni je oni še vedno. Kjer je? Ja, oni. Kaj oni, ki je bil že prej single, bil prvi zvonaj? Zavedno? Ne, ker ni tudi v novem albumu, ni prejšnji. Baby. Pred Baby, kaj je bil? Panike. Ni panike, ja. Vse na novem albumu ni panike, ne? Ja. Je del novega? Ja, 100% je. Ja. Pa ne, vsak veš, kaj mi je ful. Ne me klicati je dobro. Lepo mi je zato, ker ko me rabiš. dejansko je album tako narejen, da so si vsi med sabo različni, ampak še vedno vsi enaki. Veš, kaj hočeš reči? Vsak je... Rdeča nit. Ja, drži rdeča nit cel album. Dejansko ful je to dobro. Ful ima bolan cover. Vse je dobro. Sem videl behind the scenes, koga je naredila bolan. Jaz sem mislil, da je Photoshop, to je bilo tako vse legit stage-ono, pač. Yeah. Jako stari. Jako. Ne, ful da, res pridna. Shout out.
No, že ki smo v glasbenih vodah. Ja, music for us together, ali kaj še rečejo. Eurovizija je bila prejšnji teden. Ja, mi pa bomo celo noč plesali, Se ljubili, se igrali. Lahko bi mi bili novi Joker Outi. Ja. Člani Outi. Jokerin. Ne, člani in. Člani Out. Jej. Kaj gremo mi naslednje leto na Eurovizijo, mi trije, po mojem, to je bilo ful dobro. Pač to bi poharali. Tipo kot Fiks. sestre. Kot sestre, ja, ampak da pač imamo autotune, da smo zmenjeni, da ne malo photoshopirajo glas. Jaz bom repal, evo, jaz lahko repam. Ti poj, Ja. ti tvrkaj, tako. To Dobro. je bil ful dober trio. No, gremo na Eurovizijo. Ja, jaz sem rekel, gledal sem prvi krog z mojo pupo, drugega sem gledal pol sam, važni so mi bili Jokeri, ful so bili dobri, ful so bili bolani, na vajah stari niso bili tako dobri. Na vajah so bili ful slabi, ampak pol smo vsi ugotovili, da sigurno so se šparali. In ful so bili dobri, ful so rasturali, malo je bilo hecno, ker baje niso igrali live inštrumente in na koncu komada imajo in veliko je notri vas, ne bo blunk s kitaro in ko naredi kitara blunk, vsi se že predklanjajo. In To me noben ne res igra na zanima, kitaro. če je res. Zakaj pa ni, kaj poje pa uživa? Ja. Kaj je fora? Ne vem, to Mogoče ozvočje, ne me vzeti, za res, ampak to sem čuba je, da niso uživo. Zdaj pa Mislim, poje uživa, ampak toliko inštrumenti niso. Euroviziji pa ne vem. Pojejo fiks uživo. Ja, mogoče ker ne bi bilo pošteno do ostalih, do pevcev, ne? Veš, ker uniki pojejo, sami so na stageu, je pa samo melodija zadaj, ne? Možno? Ne vem, drugače smo imeli krađo, več točk bi mogli imeti, pač sigurno top 10. Top 10 člani moji, top 10. Fiks, totalna krađa. Kaj je bilo to? Totalna krađa. Sorry, Hrvati pred nami, pač what? Ja, Pač what? to je bilo iconic, ampak... Imamo vseeno, dej ne, ja. niso za biti pred nami. Ne, niso bili, ne. Ej, lahko Ful mi ste je tam bilo gormo, lepo ne tudi, pred nami. ki je ta Damjano od Maneskinov, ki je rekel pač, da naj glasujejo za 24. Sorry, to je jako, to je fucking Ful jako, lepa. stari. In definitivno je bila krađa tudi, kdo je zmagal, ker jaz sem navijal za Čača. Finska. Ne, ni zmagala Finska. A ne, zmagala je Švedska. Jaz sem navijal za Navijal Finsko. si tako. Ja, on je bil prejak, ampak ona mi je pač je bila preveč euphoria. Vse super, vse pridna, imamo zdaj kraljico Eurovizije, se temu reče. Jaz sem zdaj vse pogruntal, vse lingvote so mi povedali, vse forice vem. In en tip, ne vem kdo je zmagal dvakrat Eurovizijo in zdaj je tudi ona zmagala dvakrat Eurovizijo. Tako da kar zabavno. Kralja in kraljica. In tako, vseeno pač, Finska, dober fucking stage je imel, stari. Ja, meni je bila smešna una tudi. Do you wanna see me dance? In pa se je delal neke prevale gor, fulko da se je izmešalo. Una je bila weird. Najviše smo bili, ko je bila Darja Švajger, prisluhni mi 7. mesto. Je bila vibe, Leta ampak. 1995. Smo bili najviše. Pač fiks smo bili vsi, da bomo tako bili najboljši do zdaj. Ja, jaz tudi. In 7. mestom smo bili spet, ko je bila Nuša Derenda Energy 2001. Sprav te eurovizijske pesmi, se mi zdi, kot da so vedno iste. Vedno so iste, prav ne govorimo, da je to Čeprav vse ne, tako... čeprav lani so bili oni... Da je vse te predlani. države neki, to se naštimano, to je neka štimalka. po To je mojem. štima. To je Pač štima. Fiks, dajo neki, tu je Italija nam spisna, Italija nam sploh ni dala točk. Ne vem, v glavnem je bilo zelo očitno, da ki imaš najprej žirija volta in pol še glas ljudstva. In ta zmagovalka je dobila od žirije, ne vem, največ točk, nema za reči, ne vem, dobila je ona 100 točk, uni pa od publike, ki je bil drugi dobil od publike 300 točk. Sorry, pesem je bila mid. Jaz sem jo poslušal, je bila mid. Pač ono, kaj, neki tam v nekem kvadratu, notri, kaj je. Jaz nisem gledal, danes zjutraj sem poslušal, se me ne zanimalo, kaj da fuck je to. Je bila v redu, prvo je mesto. bila Pa v redu, sorry, je bila v redu. ne freško, ne kaldo. Ja, ne, mogli bi Je biti bila bolj v redu. visoko, Slovenci in tako pač je. In Finska bi mogla zmagati. Pač veš, da ta od Finske, ki bi mogel zmagati, je najboljši kolega za izbojeno. Ja, on jim bojči. To je tako smešno gledati. Ja, ki imate res neko kemijo, tako cute. Veš, kaj pa je bilo ful dobro, ki vedno, ko glasujejo, mislim, ko dajo točke države, imamo enega prezenterja od vsake države, ne? Ja. In Slovenci smo imeli, sem pozabil, ko se kliče, eno pupo, ki je pač dala slovenske točke drugim državam. In ta pupa je bil še od Bojana. Maja. Ja, zato je bilo smešno. Res. Ampak ne, če kdorkoli gledal, pač za moje pojme si zaslužijo To sto posto ve neja. Eurovizije. To neja ve 100%. Ja.
Ti pravim, vse ta dejstva od Eurovizije jaz vem zaradi moje, tako da šarout moja. Pa, ne, ampak najboljša pa je bila ta voditeljica. Ona je bila jaz, če je bil tam gor pijan. Si čul našega voditelja? Joj, to si mi rekel. Bolane. Čakaj, da Pa dobim. ona voditeljica je bila zakon, ki je bila nabita kot kanta in da je to že zdal, ko je en retard, vrh. Zdaj bom dobil izjave od tega voditelja, moja si jih je pisala. Veš, kaj je bilo ful dobro pri Euroviziji? Ne videti vse te različne obleke, kostume, Hrvate v gatkah. Hrvate v gatah in že ki smo pri oblekah in kostumih. Kaj pa je to, Jure Matej? je rekel. V glavnem, Jure povej, zakaj je tle se kliče Dober dan. No, Dober dan. to je naš brand Dober dan, powered by člani, ki nakazuje sledeče. Tudi če gre kaj narobe, je lahko še vedno dober dan, zato imamo tukaj In Jure ne narobe zna obrnjeno. prodajati. Toliko o marketingu. Dober dan. Ne, res le piše Dober dan, narobe obrnjen in moto našo zgodbo Slogan. za vsem tem. In narobe je Slogan. obrnjanje, zato ker tudi če je lahko nekaj narobe v dnevu, je še vedno lahko dober dan. Tudi če še vedno ni vse Tako. perfektno, lahko še vedno dober dan, zato so te smajli Tukaj tukaj. tudi en je narobe obrnjen, ni s tem Veste, razlogom. zakaj je narobe obrnjen, ker jaz sem narobe, tako da en mora biti narobe. Tako, Tukaj vidite tudi kapo, to Ja. je naš znakec, naš simbol, narobe obrnjen smejko. to je zaenkrat še prototip, tudi spredaj bo bilo našito in na kapi bo bilo tudi našito. Tako da, dragi naši gledalci, gledalke, poslušalci in poslušalke, zdaj pa je kar uradno, ne že? Čakajte, še neki. Ta majčka je res zelo kvalitetna, ker je kar iz 180 gramskega bombaža, 100% bombaž, vrhunska kvaliteta in tudi če jo operete 100krat, bo še vedno ista. In modeli so pa taki bolj loose, tako da so zelo, zelo moderni. V glavnem, toliko časa smo čakali vse to narediti, zato ker smo z Juretom hoteli najti perfekten Realno nismo material. toliko časa čakali, smo iskali. Ja, ne, oni so toliko časa Ja, čakali. toliko ste vi čakali. Ja. Zato, ker smo hoteli najti perfekten fucking material in smo ga našli, smo zadovoljni smo, kako nam stoji. Kat, kot je rekel Jure, je malo tak baggy. Po moje enkrat konec maja, začetek junija bi moglo to počasi priti ven. Tako. Tim, mnenje, ti si kdaj Ful, prvič videl? Dobro je, ful. Kaj ga boš nosil? Ja. Bomo naredili tudi special drope, recimo ta Dober dan bo tudi ena verzija, ki bo črn napis in bo izgledalo res tako bolj subtle in Tako. bo zelo fancy. To je samo začetek. Tako. Dober dan. Bolj narediti še collaboration s timom. Ja, ampak ga bom imel jaz čas. In To če je- ti ne bo, te bo bolj pač kičasto, ti bo fucking kičasto, okej? Ampak bo kolab z mano. Ja, bomo imeli tako, special 50 dropov, ena majica, 100 evrov, bum, greste. Da bo- bo še mene zraven. Ja. Evo, bomo pakirali, ko uno Chocolate Factory, bomo dali en golden ticket, oni, ki ga dobi date s timom. Okay. Ti si še vedno obljuben date, pa nisi Ja, prijavil. še vedno vem, dolžen Sani, en dej. ja. Vem, ja. No, gremo mi nazaj na hitro še na Eurovizijo, da končamo. Imeli smo Andreja Hoferja za komentatorja, najjači komentator in tukaj mi je zdaj moja punca poslala enih par njegovih izjav. Loren pa kar dobro zna raztegniti mednožje. Prav med nožje. V glavnem, Srbija je bila ful slaba, če me ne vprašaš. niso Srbija je bili bila dobri. pač nula. Nula Pač- točk bi si zaslužila za Ja, moj niso Oni so bili zmagali dobri. enkrat. Niso Marija bili dobri. Ja, Šerifovič. valjda, Marija, Molitva. lol. Ok, ampak letos niso bili dobri. In Zato je naš predlagam. komentator izjavil. Naslov srpske pesmi je Samo mi se spava, mogoče bi bilo bolje, da bi pevec ostal doma in da bi spal. Res je, res je, res je. Naslednja. Tale Izraelka je pa kar vredna greha, O! tudi če se ne strinjate z mano. Kaj ta, do you wanna see me dance? To je ta, ne? Oh my god. Ja, ma je bilo- Unicorn. Men da je unicorn. Ja, Men da ja, Izrael je unicorn. Ja. Unicorn, ja. Jaz sem zdaj je predstavljal on Avstralijo. Ne? Avstralija se je predvajal video od Avstralije in on je rekel, jaz sem Andrej Hofer, slovenski kenguru in naslednja na vrsti je Avstralija. In pazi, ne da bi on povedal, kje je v državi, kaj se dogaja na videu, on je po tej izjavi začel, ja, ima mene kolege dol v Avstraliji, imajo kuška Micko, ona pa zdaj sigurno že spi, tako da pozdrav Micki. In pol se je začel komat, no uživajmo. Tako da bi jaz vodil, pač kaj spil, kaj. Bolano. In še zadnja, Loren, tak je zmagala, je imela full dolge nohte.
in je komentiral, zmagal bo Loren, mogoče pa dobila denar za nove nohte. Kdo je zmagal dvakrat? Kakšno Aba, ne? Čakaj, kličem. Ne, aba ne, ima nek tip. Kralj je Johnny Logan Irska, zmagala 2-krat in zdaj je Loren iz Švedske. Ja, jaz se spomnim, jaz sem gledal, ko so zmagali Uni Lord, sem ja. gledal zdaj za nazaj vse zmagovalci. No, je bilo fucking 2-6, ko sem jaz gledal Eurovizijo. Kaj veste, koliko časa nazaj je že to? Jaz šel gledat, veš koliko ikoničnih komadov je za Eurovizije? Veš, koliko sem že star? Pač full, Fairy Tail je meni full dober komad. Ja, ti Fairy Tail. Jaz se spomnim, prav sem vedel uno sezono, ko sem gledal jaz Eurovizijo, ko sem bil to najjače, sem slušalke in gledal, stari, meni bilo to najjače. Lordi so bili Ti si imel pač tako obdobje. Ja, sem imel obdobje, ko sem bil star 13 let. Dejansko tako, res je fun. Tle se zberajo tako države in... Čeprav pač najboljši komad od vseh, meni tudi oni ful dobro, oni We burn it Imaš up the sun. Jaz pač dam Italije, ko je zmagali Maneskin. Lordi so bili hudi. Lordi so tudi bili dobri, ampak Maneskin so bili tudi dobri. Bolani so bili. Ja, dejansko, ne vem, tako fun fact, to pa je sploh ni za evropske države. Ja, če je Izrael, no. Ja, Avstralija je Evropski Broadcasting Network ima to čez in se lahko prijavi kdorkoli. Ponovadi, ne vem, so se prijavljali bolj te evropske. Tudi, mislim, da... Lahko te prijavimo kot Ankaran. Zdaj pa gremo na naše bolj vsakdanje teme tega podcasta. Ne? Jure tu zelo ljube, kako slajdniti v DM od punce. To ni moja najljubša tema, jaz tega ne delam. To so tvoje najljubše teme, to ti vse naše goste prašaš. V glavnem. Meni je ena kolegica poslala, kako je en tip slajdnil v DM-e in... Sam misliš, da to je humano povedati. Je rekla, da lahko preberem. Lik, da dobiste malo občutek. Takole sem si zamislil. Jutro je normalen delovni dan, oba naju že malce čas preganja, ti si potušem, kopalnica je ful zarošena, saj ženske se tuširate z napol kropom. Ta tip si dela scenarija, stari. Opazujem te, ko se tuširaš, kako voda polzi po tvojem telesu. Bear with me, kako ti objema prsi in teče čez trebuh. Obrne se in se prostrani nagnjeno glavo, še en curek vode spustiš po sebi, tokrat po hrbtu, da ti voda navlaži ramena in po ukrivljenem hrbtu gre do ritke in po sredini nadaljuje proti nogah. Vzameš si v roke gel, si ga stisneš v dlan in začneš počasi militi. Seveda si me opazila, kako te gledam in zato še bolj počasi s krožnimi gibi miliš prvo levo dojko, na to desno dojko. Obakrat še posebej detaljno počasi in s celo roko, tako da so ti bradavičke postale čisto trde in se ali moram več na njih nabrala milnica. Na to začneš z krožnimi gibi militi svoj trebuh, celi čas pa pomenljivo migaš z boki lole. Dejansko je dal notri. Ne, to sem jaz dodal, da je zabavno. In se zvijaš tako, kot samo ti znaš. Kadar hočeš me spraviti menstruacije, kako se zvijamo. Kakšni komentarji so far, da čujemo, ajde to polčas? Jaz mislim, mogo fantu rečem, da naj nadaljuje z pisanjem, ker mu to gre, naj piše neke erotični romane, ampak ne pa slednje tako DMs, ker ne bo mokra potušem, bo dejansko potušem suha. Pač too much fucking effort. Ja, too much. Ja, ženske ne marajo toliko efforta. Dobro, še kakšni? Ok, ne, samo malo, kot prvo... Ne, to zdaj, polčasni komentarji. Če je bila ta ženska kdaj napaljena, zdaj ni več. Ja. To je efekt. Dobro. Če ta ženska kdaj misli dati možnost kakšnemu moškemu, ne bo več. Če ta ženska... je bila straight, je zdaj lezbijka. Če ti misliš, da boš to žensko videl nago, se motiš. Jaz jo boš domišljiji, ampak... Mislim, ne vem, zakaj bi rad sploh videl nago, če si že vse ve. Režem vse ve. No, pejmo naprej. Hočem se ti pridružiti potušam, a me zavrneš, ker hočeš to igrico odigrati sama. Ko da bi slutila, da me vzburja, mi odvrneš v španščini. Alessandro, esperate. Nadaljuješ z umivanjem nog. To je donatel? Ja, ne, lej. Alessandro, esperate. Nadaljuješ z umivanjem nog.
muco si na laž preskočila, samo da bi me še bolj vzburila. Dvigneš nogo na rob banje, obrneš se k meni, tako da se vidi tvoja muca in si miliš nogo. Ma dobro, ma meni je res slabo, no, ala. Stekla do pete, zamenjaš nogo in isto narediš. Kaj si je dala drugo protetično nogo gor? Mene moti v vsemu temu spisu slovnične napake. Tip ne zna, kje je vejca, Si viš, da ti Matej Rimanič go reče, da imaš slovnične napake? Toliko slovničnih napak, porga Madonna. V glavnem. Kaj lahko jaz berem bolj sexual kot ti? Ja, to moraš bolj tako. Veš, ful bi mogel brati to tako ful. Ma ne moreš, ker je cringe, ne moreš. Ne, lahko, samo ful nizek ton in počasi. Potem. Okay. To imaš ful sexual brati. Sem prav, ko mi je to pokazal, sem prav glumiti. Ma ne moreš, ker je tako cringe, ne moreš. Dej, Jure, prosim. Potem se obrneš in si začneš izivalno militi še ritko. Nagneš se naprej in si začneš s prstkom božati ritko. Ko se ti hočem pridružiti, spet rečeš no, amor, esperate. Moj korenjak pulzira. Korenjak pulzira. Vidiš, ne moreš. Lahko. Hoče v akcijo. Napetost je res velika, žile so izstopile, jaz ne morem. Sem ti rekel. Ne pravim jaz. Pogledaš me. Se bi lahko pisal 50 Shades of Grey. Ja. Pogledaš me, se obrneš k meni in mi rečeš, da bi ga umila. Zakaj imam umazen kurac kot prvo? Kot prvo je vprašanje to. Boga ta punca. Pristopim k tebi, z eno roko me primeš za korenjaka, ga miliš. Kaj je dovolj velik. Drugo roko miliš svojo muco in ko te... Kdo fucking se pere z Milo? Baba Mili, pip, ampak ja. To si ne Milo. Prav si jo je namilila, trikrat jo že namilila, muco vse je namilila. Veš, koliko vode je tle šlo? Ja, vidiš. Še imamo, bear with me, ne moreš to brati sexually, ne moreš, kaj cringe. Pogledaš me, se obrneš k meni in mi rečeš, da bi ga umila. Pristopim k tebi, z eno roko me primeš za korenjaka, ga miliš, drugo roko miliš svojo muco in ko se te hočem dotakniti izpet, tisti ne. Čakaj, zakaj on ima ful ta fetiš, da mu reče ne? Ja. Očitno. Gremo naprej. Vzameš tuš v roke, mi potegneš kožico z glavice. Ga stuširaš. Ma da roba, kaj je narobe s tabo? Boga ta punca ne bo seksala nikoli v življenju, tam ima sušo, zdaj ko Sahara, zdaj 10 let, stari. Kako bo ona se dobila s tipom? Ta je naredil trmo. Meni kri vre, ker bi rad dobil nekaj, karkoli, samo da končam. Na to stušem... Okej, to je tako desperate. Na to stušem spereš milnico, še svoje muce in se Končno, postaviš pizda, že pred mene. iči. Počasi počepneš in vzameš mojega korenjaka v usta. Upam, da vsaj uporablja intimno Milo. Ej, vsaj, če ne peče. Vročina in vlažnost mi poženejo kri po telesu. Imam občutek, da mi bo korenjaka razneslo od pritiska, komaj zadržujem, da ne končam. Medtem pa ti nadaljuješ z igrico, počasi vlečeš kožico gor in dol, z jezikom ližeš glavico okrog in okrog, z roko mi vlečeš jajčka, potem ga silovito vzameš v usta, koliko gre. Potem z ustnicami obkrožiš glavico in Lahko to punco vzdihuješ. peljemo na večerjo. Ja, Pač bog. zdaj plačamo nekaj za jesti. En liter pirine, kdorkoli si je pač moj bog, moj bog. To je, moj bog. Z drugo roko si pa cel čas božaš muco, sramne ustnice si vlečeš. Ma kaj jih vleče, božaš. kaj jim zdaj dela? Je tako narazen, ne? Ma ja, dej dovolj, stari, koliko je še tega? Zdaj smo pri koncu. That's what nobody said, ko bere to. Z drugo roko si ga pa cel čas božaš. Ne, z drugo roko pa si cel... Vidiš, slovnične fucking napake, stari. Kaj je delala, koliko rok ima ta ženska? Kaj se dogaja z vodo in s tušem? To smo tudi jaz in ona debatirali, pač ono, what? Kaj je ona, meduza, stari? Hobotnica. Sem meduza. Z drugo roko si pa cel čas božaš muco, sramne ustnice, tle smo bili.
Na to, ko sem te prosil, da bom končal, pa z nagajivim nasmehom me pogledaš in nadaljuješ z igro. Naenkrat se vstaneš, se obrneš zritko proti meni in rečeš: "Ahora si papi, te necesito." Se upravičujem za mojo španščino. Si papi te necesito. Si papi, te necesito. Kako? Necesito. Necesito. Dobro, pardon. Ni potrebno dvakrat povedati. Primem te za boke, nastavim glavico na luknjico. In kaj kožice nisi predal dol, kaj je zdaj z kožico? Ki je tako vlažna, da glavica Kožica, enostavno ona glavica. izgine v tebi. Nabijam te sunkovito, močno. Čutim, kako jajčka tolčejo pošče getavčku in Pizda končam. imaš viseče jajca. Nisem pomislil to. Špljakala, pakala. Pizda. Mislim, ta si je že predstavljal, kako zgleda seks, ampak zgleda, ni še probal. Ja, ni probal, ja, mislim, da je devičnik, po mojem, ta fant, ampak. Kaj ni konec? In je rekel, istočasno končam. Istočasno s teboj. Prihajam v tvojo muco, ti se stiškaš zritko k meni, kot da bi hotela vse v sebi. Naenkrat se obrneš, spet počepneš, vzameš korenjaka v usta in posesaš še zadnjo kapljico sperme iz mojih jajčk. Nasmehneš se. Zakaj bi bila sperma na jajcih, prvo vprašanje? Ne vem, to je vse obupno. To so una vprašanja, ki se skozi vse to To je vprašajo. vse grozljivo in ta punca se mi Tim, zadnji posmili. stavek, nasmehneš se in rečeš: Buenos Daj mi días, amor. 50 evrov. Buenos dias, Buenos amor. días, amor, vamos a trabajar ahora. Jezus! No, to je Streli me, bil, stari, se upravičujem. to je Jaz- bil romantični roman. Ma to je bilo tako. Fantje, kakšno imamo mnenje? Jaz sem vprašal, in kaj si na to? Valjda Ok, lahko odgovorila? eno priporočilo napišeš samo, napiši čau. To mu je boljše. Jaz ti povem, samo moraš biti visok. Ma mislim, da Ne, ne, se, Jure, pridi v plac in naredi to. mislim, da ta punca bo zdaj imela zelo težave sploh se navlažiti še kadarkoli v življenju. Ne, Madora si ni tako, lej, iskreno. Ma, daj, povem, kaj lej, ne, samo stari? neki, samo neki. Jaz ne več sem napisal, kdaj sploh tako dolgo sporočilo v življenju. Jaz mislim, da nisem napisal tako dolgo sporočilo v življenju še. V lifeu. V lifeu. Jaz sem napisal, Kakšen roman, ko se skregaš, ajde. ne, ampak pa še je- to nisem napisal. To je bilo tle 4-5 strani skrinov mi je poslala. Pač jaz mislim, da obstaja ful lažji način, da ne spadeš tako creepy, ker to, če ti že imaš cel scenarij, kako bo to izgledalo, boš itak vedno razočaran. Ne Tako podpiram sextinga, ki to je what. Pač tvoj cilj mora biti sporočili, da se čim prej dobiš na eni pijači. Dobro, da jaz greš sem seks zaprav. jaz sem že sekstal, ampak pač pol preko kamere. Ma to je brez veze. Ja, pač nismo se mogli dobiti, kaj. Ma to, preko kamere. Dobro, ne fajn. vem, jaz tega nisem Ajde. delal, v glavnem sem hoče reči, da Sexting osebno tudi, ja. ne, da je pač najboljše po mojem, da se malo umiriš kot prvo. Malo se umiri in zadihaj, preden to pošleš in pošli prej mami, da prebere. Pač in ne ti ona Osnovnične pove. napake, Mona. Lahko dam zdaj nekaj par na svetu, kako sled tudi jem, ker mislim, da nisem jaz edini, ki rabi pomoč. Ne. Ok, prvo preveri, če si normalen. Točka 1. Bodi normalen. Točka Točka 2. Napiši magari samo čau. Ja, Raje hola. kot to. Mislim, ne, napiši čau, ne, stari, najboljši DM, kaj bi bil? Vzameš sliko, napišeš 10-10. Ej, Kaj to napišeš, je hola? 10 od 10. Pač to ni toliko creepy, stari. Se mi zdi, najboljše deluje najbolj enostavno. Sploh ono, itak ti bo odpisal uni človek, ki pač... In za konc dneva, če hoče podpisala, če Ja, noče Ja, podpisala. se, zato začni z normalnim čau, Ja. hola. Ali pa mogoče kosa, lajkaj sliko in če ti ti- lajka nazaj, je to že Ja. malo znak, da mogoče Pač ne lahko moramo pišeš. Ne vredno. lik čau, mogoče malo več. Ja, lahko je na več. Čau, kako si? Ne vem, vsaj, ajde, če pravi Jure, zdaj si lajkaste en drugemu slike Ja, in to hvala. rečeš, kaj zdaj? Ne, odgovoriš na Naslednji korak- story, I guess. Ja. Odgovoriš Če na ne, story. naslednji korak z mene, kdaj imaš kaj čas, da gremo ven. Veš, tako malo tri. Mislim, z Smo mene v ne takšnem vprašaš obdobju, da takoj. Živimo v socialnih, Ne vprašaš takoj. socialnem Če prav, če omrežju. povabiš vanje fucking z mene, samo pač povabijo na pijačo. Povabi na pijačo, Ja, reči, gremo na drink Pač in, tako ne direkt, takoj prvi in, dan. in ne delaj si Pač saj scenarijev, da boš seksal sploh. Ja, ne, ker boš Povabi na drink. razočaran. Nikoli si ne delati scenarijev, kako bo izgledal se intimni odnos. Ja, Karkoli, ne si delati scenarijev, ker boste razočarani vedno. Pač pusti se spontano, da gre v neki, ok, če si zdaj v zvezi s človekom in imaš roleplay, ja. Ampak ne tako neki si delati scenarijev, to, ker nikoli ne bo tako.
Ma tudi, In si ne bo nikoli toliko ni realno, milila tudi v ulico. Tudi ni realno. Ne, Ker ni, tudi ne. seksat po tušem ni tako dobro, kot zveni na Ne. Če imaš Na veliko papirju. Ja. Ja, samo pol moraš si ti je mrzlo. Ma ti je mrzlo, Ne, pa najboljše to vedno voda teče samo... v hotelu, velik ogromen tuš, uni tak shower, veš, uni rain shower in da uni tuš lahko spraviš 5 ljudi. Ne, jaz imam To je banjo. edino. Vse, kar je jaz imam probleme z višinsko razliko. Jaz imam banjo recimo in imam, oni pač razumeš, in tle na enem delu pač, Ni. razumeš, in polko sem jaz, in, Ja, mene je. zebe, Dobro, ne, I guess je fantazija, sigurno bo našel kakšno, ki bo Ja, taka. ma se da, samo ni spet tako izvedljivo kot v filmih. No, ne vem. Ma to, In vse drsi v nebanji, tipo skoraj sem se ne, razbil ni. za Voda in seks to ni. Mislim, ja, jacuzzi. Ne vem, nisem probal. Ja. V javnem? V glavnem, Ne vem. ja. Pač slajdete dojeme tako, da... Reaktaj na story. Če bi meni ena ženska to napisala, jaz bi jo blokiral. Jaz bi jo blokiral, da Jaz mi bi ženska to predal napiše. blok, ti Da mi ženska napiše. Ja. Ajde, razen če je full dobra, tako ne. Ne. Ampak ono, predstavljam si, ko si miliš penis in jaz si milim. Ampak kakšno Mi milost. je bilo všeč, ki bi vedel, da je devica. Ja, to je tudi res, ker to je fiks. Pač fiks je devičnik, pač fiks ni še seksa, sorry, res mi je. To ne napiše nekdo, ki je seksu, ki to je prav vidiš, da je fantazija. Uno. In Lahko ti pa je- primeš mojega korenjaka in daš dol uno, to kožico, stari. Uno, mama mija, majko, šta majko, bože me. Ajde, kuku boga, dej to punca, no da jo peljemo na vsaj eno kavo. Neki. Ma, Boga. dobro, le. Da Shout te out objamem, Mark. girl. Niso vsi tipi taki. Gremo mi zdaj na... Vprašanje. Tvoj najljubši del. Tako, Kaj res? na vprašanje gremo. Matic.boz, najboljša eurovizijska pesem. Ca. Od letos, Na splošno ali od letos? ne vem, jaz pravim zdaj zame za letos, Jokeri so bili dobri, Ča je bil dober. Ja. Meni je bila dobra Španija, Irska, ne vem, če se je uvrstila, oni so bili mi hudi. Ampak ja, če ne pa nasploh, ali Euforija, ali pa Fairy Tail. Meni nasploh Zitje Boani. Jure? Meni je najboljša pesem. Meni je bila dobra molitva. Kaj še sploh bilo? Okay. Molitva. Ne poznam A ja. ta komad. Ne poznaš? Poznam. Dobro, kaj boš najdu svojo? Full taka powerful. Ma ne, pač manjski nekaj. Naslednje vprašanje. G. Laznik. Punca ponudi, da bi ti ona in kolegica v troje. Kako reagiraš? A ja, tvoja punca, rečemo, da ste skupaj neke 2 leti. Aha, njena kolegica. Ja. Mislim, če misliš resno to zvezo nadaljevati, jaz bi rekel ne. Jaz bi rekel, ja, če imate razčiščeno stvari v odnosu in da je to samo seks in nič čustvenega in da je neka stvar, ki bi rad oba v tej zvezi eksperimentirala in probala oba, ta trojček bi rekel, ja, ampak definitivno morate vedeti, da pač je to samo sexual in da ni nič emocij not in to morate razčistiti prej, da ne bo pol nekih fajtov, ker je onda več pozornosti njej ali ona njemu ali karkoli. Zdrinja, pač moraš komunicirati. Set the ground rules. Ja, set the ground rules in se da vse eksperimentirati. Čeprav še vedno... Samo moraš biti full odprt pač. Ja, ni In to ne za ljubosum, vsakega. Ni za vsakega, ne. Ja. Anita_5577. A ste Eurovision fani in za koga ste navijali poleg naših? Ne, Nisem Eurovision fan, navijal nisem za nobenega. enako. Jaz sem spremljal, ker je moja me spravila v hype, tako da jaz sem bil vesel, da sem tam. Ni všeč, ker je rigged. Zabavno je bilo. Edino bo zanimivo, kako je ta bil, ko se je razvijal stage, torej scena, čez leta sem gledal, vedno bolje tak. Ško je bilo zdaj veliko. Ja. Na meni mi je najboljša bila ona voditeljica na Beyonda, ki mislim, da je bila nabita, ona je bila ful zabavna. Ajda.a7. A lahko povabite Luka Dončiča? Lahko povajmo samo... Mislim, vse smo ga že, samo ja. Tam pač ja. Če ne odgovori, ne odgovori, ne. Jaz bi rad sanjal njam mafia around the world. In kaj boš govoril z njo? Mateno, Jakob Klemencic _14. Najljubši gost, ki si ga gostil v podcastu. Tim? jaz. Jure? Nisem gostil Ja, gostov. meni je bil Tim najboljši gost. Hvala. Definitivno Kladnik. Ne, definitivno ne Selakovič. Dej nehaj hitati ga, stari. Zakaj? Ne, te imam rad. Metka _Schmidt. Zakaj mora človek delati? Jaz se tudi isto sprašujem. punca Zakaj moja. mora človek delati? Ne vem. Zakaj mora človek delati? Ker živimo v takem Pač sistemu, tako je, ne stoji me to vprašati, ker bom postal agresiven, ker se isto sprašujem vsak dan, ko se zbudim. kjer menjavamo čas za dobrine. Ja. Lepo dober povedano. odgovor. Jana _Jaksič. Izrael bi mogel zmagati, Unicorn.
Ne, res. Jana, oprosti, I love you girl, ampak ne. Ne. Tibor_Rozina, zakaj ima Tim rad fante? Nature. Ne vem, zakaj imaš ti rad punce? Amen. Rutar.nuša, če bi se vrnili v čas, katero svojo odločitev bi spremenili? Prej bi šel javno ven. Ok, Tibor. Ja, prej bi šel javno ven. Upisal bi se na Pomorsko. What? Srednjo šolo, ja. Res? Ok. Stari grad. Če bi lahko zdaj šel za nazaj, bi šel na Pomorsko. Kaj bi spremenil? Ne vem, meni je ful zanimalo pravo, da bi študiral, pa sem se odločil pol, da ne bom, da šel na računalništvo. Jaz bi proval mogoče s kakšno punco, ki me je bilo strah. Tako. Kaj je imela dolge zobe? Ne, what? Imela velike zobe, ali kaj da te je bilo strah? Bila mišičasta? Grozna je bila. Tako, Šrek, pošast. Urška. Kaj je najboljši sladoled na obali plus najboljši okus? Melona, Sladoledarna. Histrija. Sladoledarna. Sladoled ali pa histrija, najboljši. VK_Lea, kako bi od 1 do 10 ocenili svoje počutje? Danes? Danes. 8. 1, 7, 8, ja. Ja, 7, 8. Jurček. Ok, lahko vam povem. Kot prvo, jutri sem se zbudil nadrkan, ker nisem spal. Druga stvar, videl sem ščurka sredi noči na steni. Spet, kaj misliš? Kaj si bil pri njemu? Ja. Druga stvar, hotel sem spiti kavo, mi je zmanjkalo fucking kave. Da imaš čurke, če ne meniš rjuh, stari. Ma bamo, Ne, dejansko nek blok so napadli ščurki, jebi ga. Nisem jaz kriv. 3, pol sem tega ščurka ubil sredi noči in sem bil že to živčen, stari. Boš več. Ne, ma sem ga vrgel ven. 2, 3, je dobil Meet and greet. Je eviction, ja. 3, hotel sem narediti zajtrk, nisem imel kruha, trgovine so zaprte, imel sem samo jajca in nisem jedel še nič celo jutro. Pol sem je ta pisal, če bo neskat kavo, sem šel po kavo. In to je to, stari. Kaj ti je bilo težko? Ni mi bilo težko, pa samo to vse, kar sem bil, drkan sem bil, nisem mogel niti si skuhati kave, ne zajtrka. Ja, si šel po kavo, kaj? Bilo premalo, je. Zdaj mi je moja napisala SMS eno izjavo od našega komentatorja, sem se spomnil, ta je bila res najboljša. Je bila ena napovedovalka, ki je dala točke od Britanije in je imela full cice od zunaj. Ja. In ta naš komentator je rekel, poglejte to prsje, to je sveže napolnjeno. Ja, to je res. To je sveže narejeno, po mojem, tu je član. Tako da, shoutout komentator še enkrat. Kaj nam rak, kako ste kaj? Ma ne vem. Utrujen sem, ne. Čakam, da me Bili povabi na date. Delovno. Zakaj si to želiš? Zato, ker sem bila par. Blue_E30_, to so črtice spodaj tem. Če bi bil sveča, kiri von bi si izbral, da bi bili? Končno pametna vprašanja. Češnja, višnja. Jaz bi bil neutralen. Jaz bi bil po mojem kokos, you like it or you don't. Neutralen van bi bil jaz. Una bela, za grob. Nina Pavlek, kako ste? Fucking čekira na nas vsi, kako ste? Podobno. Jaz gledamo slabo, ne? Zjebali vsi 3 levno. Katero vrsto pašte imate najraje? Špageti. Fuzile. Brezglutensko. Pfaj harmonika. Kako odganjate depresijo na tako vreme? Jo ne, smo pač depresivni. Jaz vam povem tako, iskreno mora biti depresivni dnevnik, ker mora biti yin-yang, ker če boš cel čas sreča, ne boš vedela, kaj je žalo. Mislim pač, ne boš vedela več, kaj je sreča. En ful dober quote, veš, če boš ful časa sedel od reku, ga ne boš več vohal. To sem takrat hotel tudi, ta mi je všeč. In tako da pač, ja, boj doma, lepo odpri si okno na ventu, zdaj si ne svečke, zdaj si veš, ki kupiš v Sariku, veš, Kaj misliš, da če si v greznici notri 10 dni, ne boš vohal več greznice? Ne, ker se navadiš na vonj. Je to kot tvoj parfum, ti ga pač na sebi več ne vohaš, ker si navajen. V glavnem, ja, in zdaj si veš tam, kako se reče, ki si mi ti prinesel. Dišeče palčke? Ja, dišeče palčke, da si malo svečke, zapri se doma, da si neko serijo, ki ti pa še ogledati. Če hočeš nasmejati, nasmej se, če hočeš se jokati, da si nekaj zajokati, naredi si banjo ali pa pedi pod tuš, je malo junk fooda, malo se prikrši ali pa ne. To ne vem, če so dobri na sveti. Ali pa ne, odvisno, pač kar se počutiš. Ne gre na sonček hoditi. Če je deževen dan, ti vprašala.
Vejo, kaj delati. Ne pokliče kakšnega fanta lepega. No pač tako, ali pa pač pokličeš na prijateljico, ustvarjaj kaj, če rad rišeš, ne vem. To je dobra ideja. Bodi z starši, z družino. Čilaj, vzami si ga na off, relaksiraj se. Pa če se ti jočiš. Sprašuj se, zakaj nisi nič naredila iz sebe še vedno. No, gremo mi naprej, prej padejo v depresijo zaradi nas. Matic.boz, koliko bo stal vaš pulover? Najboljši ste. Hvala. 86 €. Puloverja še nimamo, zdaj bomo dali kratke majice ven, ker je poletje. Kratke majice predvidevamo, da bojo 24,99 €. Tako. Max.tepina, kako ste si izmislili logo? PSNČ ste in Jure, ti si pač bomba. Hvala. To je bila kakšna punca ali fant? Fant. Kako smo si izmislili? Ja. Nič. Poiskali smo tako catchy word, ki se uporablja, Matejo dostikrat reče in je vsem zelo simpatična. Tako da to je bila naša ideja, pa smo poiskali eno dizajnerko. Lepo sporočilo je. Ja, in naš slogan je zelo dober. Tudi če ni vse perfektno, je lahko še vedno dobro. Slogan ne gre, da. Ne. Lahko rečemo, tudi če gre kaj narobe, je še vedno lahko dober dan. No, na sloganu ga še ubesedujemo. Ga še fiksiramo. Če ima kdo... Lahko damo pul. Ja, če ima kdo kaj še, napište v komentarje. Tudi če gre kaj narobe, je še vedno lahko dober dan. Tako, Kaja.Nahnič, ta se je spisala. Člani I need your help in nasvet. Radila bi neko moško perspektivo, ker jaz nimam nobenega bližjega moškega prijatelja, da bi ga to vprašala. We got you. Ne smeš med brk. Side note, jaz imam brke. Tim, filaš moj brke? Brke, ja, ne? Ja, Jure? so cute. Moj Ja, brke? rado je. Ja. Dobro. S fantom sva se spoznala na Tinderu dobre 4 mesece nazaj. Vse je super, kakšen mesec pa pol nazaj sva se zmenila, da si zbriševa Tinder in da sva eksklusiv. Lepo je to, ko si v zvezi, no? Tudi poletni dopust sva že rezervirala skupaj. Nekaj časa po temu ga je ena moja kolegica videla na Tinderju. Sem mu rekla, kako to, da si ga ni izbrisal, pa je rekel, da je pač pozabil in da itak ne uporablja, odkar sva se spoznala in da si ga bo valjda zbrisal. No, en teden nazaj ga je ta ista kolegica spet videla na Tinderju, sem mi rekla, da naj ga poswajpa, ker sem jaz na tej točki malo dvomila že v njegovo iskrenost. Zelo hitro je bil meč in tudi pisati je začel in sta pol kakšen dan pogovarjala, potem pa ga je on mečala, ne vem, kaj naj naredim, ker drugače sva skupaj in vse bilo fino in sem imala najlepše in ne štekam, kaj se dogaja. Ta fuck, prcni ga skozi vrata, ona, član ni zate, fuck off, ta fuck. To, naslednji prosim. Nimaš kaj zaštekati. Mislim, naslednji prosim. Odvisno pač, ali se pomeni z njim in mu povej straight forward. Kaj ne mu pove, Če je pisal njej kolegici stari. Ja, to je, ja. In že to, da ga je dvakrat, čakaj, to, da te nekdo dvakrat swipe, pa pomeni, da si je naredil še enkrat account. Pač, veš, imej malo spoštovanja, zmenili ste se, on pač ni to spoštoval. Dobro, kaj je vsaj dober, pomeni. To ste krasti. Is it worth it or not? Ne, pač. Ne, pač, sorry, mora biti eno zaupanje v zvezi in pač ti ga ni dal. Pač. Tle boš pač mogla izrezati ga iz življenja. Enkrat na Tinderju, zavedno na Tinderju. Mislim, veš kaj, to, očitno te ni imel niti toliko malo rad, da si pač brisal Tinder. To je tako najmanj, kar lahko narediš. Če greš v zvezi. Kaj pa je zbrisati to niti? Veš, pup delete. Koliko je ti pritar, da ne ve, kdo so tvoje kolegice? Plus! Sorry. Gremo naprej. V glavnem, Kaja, upam, da boš zrihtala. Dejansko, jaz se ne čudim, da ženske obupajo nad moškimi. Ja, valjda. Katja, we love you, še dobrih fantov tam od zunaj. Ne. Moški so... Jaz nisem. Ne, v glavnem, Katja se bo zrihtalo, ampak ja. Ja, to je moška perspektiva, ja, mogoče kaj, da povemo, kaj to je to. Lahko še kaj tle povemo. Ja, ne, pač jaz bi ga pustil. Ne, prvo, mislim, lahko mu pošljimo screenshot, rečimo kolega, friend, bivši. Ja, ali pa ne se kolegica zmeni z njim, da grejo na date in ne ona pride. Ja, to je še boljše. Veš kaj, lahko, ja, za content. Ampak is it worth it though? Ne rabiš. Pusti, pej naprej. Tudi pač, kako pa tudi mislimo mi ljudje, da pač, ko najdemo te Tinder date. Tudi ona, ja, ona ga je mečala. Ok, dobro, tako je rekla, da ga bo. Ja, dobro, ok. Bam. Drama. SKRLJ Zala.
Kero pravilo bi prekršil, če bi lahko prekršil kerega kol. Jaz bi šel čez cesto, tam, ki ni prehoda. Ne, Jure, ne. Ti si pa res divja. Ja, sem že enkrat, veš? Jure, ne. Se boje, greš lahko, veš, če je več kot 50 metrov stran. Ne. Kaj se ti vidi policija? Ne vem, ki ti lahko reče, okej, ne? Krado bi. Kaj srca? Ma lej, če bi lahko vsi kradli, pol ne bi bilo več Ne sistema. vem, veš kaj bi prekršil eno pravilo in to je, da, ki ga že kršim že cel life in to, da sem gej. Jaz bi šel v šolski coni 30-50. Kristina Zorn, ni vprašanje, mejte se radi. Ej, hvala enako, mej se rada. Ej, mi smo vprašali za vprašanja, ne za strditve. Meni je počel noht. Alja Glavina, Kdo je ta porka? Krudo. Krudo je odgovor. naslov za Pierre Peke. Dobro, mogoče kaj dobiste. Ha, vsi vejo, kje je njen naslov zdaj. V glavnem, editor pipni njen naslov. Pipni njen naslov. Tle nam je nekdo poslal sliko našega... Najslabšega mrča ever. Ja, in zdaj bom fantom tukaj pokazal, da dobimo reakcijo. Hvala za dobro idejo, žal malo prepozno smo že naredili. Majči_7. Drugače pa kakšno mnenje imata o Andrew Tateu, zdaj ki je prišel nazaj? Oklepaj, meni osebno je jak. Nimam mnenja. Ma ne vem, zdaj nič ne objavlja novega. Nimam mnenja. Ni ga. Zdaj je v hišnem priporu. Postal je kosmat na glavi. Nabil se je, ko svinja. Nabil se je, to je to. Peter_Perme, mislim, da se dela merch, lahko me popravite. Jure, ne dela se merch, kaj se dela? Clothing brand. Tako, bomo pravili narediti nekaj najjačega tle v Sloveniji. Lil princesa, a drži, da si jutranji človek, če se rodiš zjutraj? Nimam pojma. Bomo rekli ja. Meta Mekina, vlak ali bus? Vlak je bolj komod. Ja. Maja _20, srčki tebi. Jaka Porenta, kdaj greste v Pariz? Ha. Še zadnje vprašanje, Metka_Schmidt, šarot Metka, boste naredila giveaway za merch. Sigurno, kašen Kaj giveaway? Giveaway. Bomo naredili giveaway. Giveaway, damo tima v paketu. Mene v paketu. Tako da dobite en giveaway. Giveaway. Pa mogoče kdaj pa res bomo sigurno kaj. Dragi poslušalci in poslušalke, hvala, ker ste bili danes z nami. Vemo, da je bilo boleče, ampak tako je življenje. Imamo vas radi. Se slišimo. Uživajte. Naredili smo malo daljšega, ker prejšnji je bil malo krajši. Tako da. Čau.